Ojla, dragi starši! Danes bom govorila o izgorelosti, o zgodbi, ki jo poslušamo vsak dan na delovnem mestu, med prijatelji. In ta izgorelost je postala diagnoza in v bistvu je to nekaj, kar je v tem novodobnem času postalo zelo, zelo pereča tema. Večinokrat rečemo, ni se znal ustaviti, to je od preveč dela, to je od preveč stresa. Res je, to je od preveč stresa. Nisem pa čist prepričana, da je to od preveč dela. Moja izkušnja je namreč, ko delam z vami na delavnicah in na individualnih srečanjih, da je preveč stresa zaradi odnosov, da imamo tako stresne odnose, da nas izčrpavajo do nezavesti. Lahko bi rekla, da večina ljudi, ki pride k nama, reče, jaz ne zmorem več. Jaz mu nisem kos. Meni je to pretežko. A je to kakšno življenje? Cele dneve se samo pehamo in pregovarjamo, a se bo zgodilo nekaj, a se ne bo zgodilo. In to je res zelo boleče. Zato, ker naši odnosi so zelo pomembni. Mi smo narejeni tako, da moramo nekam pripadati. Mi smo narejeni tako, da rabimo občutek, da se nekje počutimo varno in da se lahko nekje sprostimo. Glejte, saj zelo hitro lahko naredimo en test. A spadate v tisto skupino ljudi, ki se pelje iz službe in reče, končno grem domov. Koliko sem komi čakala, da grem domov. Koliko sem komi čakal, da grem domov. A spadate v tisto ljudi, ki rečete, joj, zdaj grem pa dam. Zdaj pa itak vem, že ko bom not stopila, bo tam torba in vsi bojo na telefonih in noben ne bo imel naloge narejene. In pa se bomo cel popoldan bockali, a bo naredil nalogo, a jo ne bo naredil in pol jo pecati tiste 5 stavkov pecati cel popoldan in potem ga moram še nekam pelati in še sobo mora pospraviti in pa mora še domače branje brati. Jaz res ne zmorem več, kako naj ga to prisilam, kako naj mu dopovem, da je to treba narediti, kako naj mu dopovem, da če bo naredil hitro, da bo pol frej. To so večna vprašanja, ki jih imajo starši pri nama. In jaz jih zelo dobro razumem, zato ker sem ta vprašanja si jaz isto postavljala, dokler nisem dojela, da to, kar delam, ne deluje. In da to, kar delam, ne izčrpava samo mene, ampak izčrpava moj partnerski odnos in moje otroke in moje odnose z otroki. In a obstaja tukaj rešitev? A ostajate službi dlje zaradi tega, ker vam je v službi lažje? Ne lepše, lažje. Ne govorim o tem, kje vam je lepš. Vse doma je lepo. Samo, če ne bi bilo vse te stresne situacije non-stop, ki si jo delamo sami, seveda. Zadnjič sem na enem predavanju rekla v Kranju, ko sva bila staršem, da naj na svoj spisek moram dodajo še en stavek. Spisek moram je, saj veste, moram pospraviti, moram ga prepričati, da bo nalogo naredil, moram doseči, da bo prebral domače branje, moram poskrbiti, da ne bo na telefonu, moram ga peljati tja, moram skuhati, moram oprati, moram. Ogromno teh moram. No, rekla sem jim, naj dodajo stavek, moramo se imeti fajn. Samo to. Najdite si čas, kjer boste uravnotežili vaše stresne situacije, situacijo, kjer se boste počutili blizu in sproščeni in kjer se boste nasmejali in kjer se bojo nasmejali vaši otroci in vaš partner. In ne govorimo o 3 urah, govorimo o tem, da si tega privoščite vsak dan, ne vem, če imate veliko stvari, 15 minut. 15 minut. In boste videli, kako se bodo druge stvari potem drugače zgodile. Kako vam bodo otroci bolj sledili. Kako boste vi bolj zadovoljni. A si predstavljate, da jutri pridete iz službe, pa vas pričakajo tako,
a si domov prišla, oči, komi smo te čakali, pej sem, se gremo mojčkat. A si predstavljate, da ni unga, pej dol z telefona, a si naredil to, a si naredil nalogo, vse sem vedela, spet nisem, zakaj sem ne boš štel, zakaj sem 5 ur ne boš imel telefona zdaj. Že začne se stresno, že začne se tako, da ni čuden, da zbolimo, če se to dogaja kar naprej. In ta sproščenost, to vzdušje, to veselje, o katerem govorim, imejmo se fajn, naredi ravnotežje. Lejte, saj mi se stresa ne moramo rešiti, mi se ne moramo rešiti obveznosti, seveda jih moramo narediti, ampak lahko jih pa uravnotežimo, damo zraven neko prijetno izkušnjo, ki nas zdravi, ki nam daje energijo, ki nam daje smisel v življenju. Veliko večji, kakor to, da moramo nekaj narediti. Še ena stvar, ki je zelo koristna proti stresu je, pa če se nam res mudi, pa nimamo časa, telesni stik. To, da pridemo, da se najprej stisnemo, počohamo. Midva z Albertom sva imela en obred, ker sva rekla, pejmo se knedlati. In pa smo šli vsi na kavč in smo se na kavču knedlali. To pomeni, da smo se čohali, mačkali, tako kot je komu pasalo. Nismo bili hudobni, nismo bili zlobni, nismo pač delali stvari, kako mu ne pašajo. Ampak ta občutek, jaz sem doma, jaz sem dobrodošel, meni je tukaj fino. Jaz sem tukaj varen. To je občutek, ki, lejte, lahko traja 3 minute, pa nas nahrani za cel dan, za cel popoldan. Še ena stvar, ki je zelo koristna in zelo blaži stres oziroma uravnoteža stres s prijetno izkušnjo, je očesni stik. To, da pridemo, se pogledamo v oči, da se opazimo, da se vidimo, a si utrujen danes, a danes si pa vesel, a se ti je kaj lepega zgodilo. Še ena stvar, ki definitivno zelo pomaga in blaži stres in s tem tudi izgorelost, je čajanka, da se usedemo, spijemo čaj in si povemo, kaj se je komu danes lepega zgodilo. In se ne pogovarjamo o stvareh, ki povzročajo stres. Lejte, govorimo o 15 minutah. Ne bo konec sveta, vam prisežem, da ga ne bo. In mogoče imate še kakšne svoje načine, ki vam pomagajo, da se znebite tega občutka teže, tega občutka, da bo konec sveta, če ga ne boste vi kar naprej na roke vrteli, ker svet se sam vrti, veste, nič mu ne rabimo pomagati. Tako da to so take malenkosti, ki pomagajo proti temu, da mi ne prestano živimo v nekem stresu, v neki napetosti, v nekem občutku, da nismo dovolj naredili, v nekem slabem občutku in od tega potem zbolimo in izgorimo. A veste, ne izgorimo od tega, ker preveč delamo, ampak od tega, ker možgane obremenjujemo z nepotrebnimi stvarmi, z nepotrebnimi skrbmi. Jaz upam, da ste v tem videu najdeli vsaj en aha moment. Dajte ga deliti, dajte ga komentirati, dajte ga polajkati. Saj veste, do konca leta imamo cilj 2020 naročnikov, tako da se moramo kar fajn potruditi, da jih bomo toliko dobili. Zdaj vam pa želim en lep, čudovit dan ali pa večer ali pa karkoli že, ne vem, koliko je ura zdajle, ko tole poslušate. Čau in srečno do naslednjega videa. Hvala, ker me poslušate.